Dober dan. Spoštovani, moj današnji gost je Vojko Rotar, član uprave Luke Koper že drugi mandat, zdaj je začelo 7. leto. Midva se poznava že dalj časa, že vrsto let, ker sva oba novinarja. Vojko je začel svojo kariero kot uspešen novinar, nekaj časa seveda torej kolega, zdaj pa je delavski direktor v Luki Koper, kjer je zadolžen predvsem za področje varnosti, varovanja okolja, zelenega prehoda, digitalne preobrazbe, tudi verjetno za kadre, ne. In pogovarjala se bova o vroči temi, to je tema, ki skrbi ne samo Koprčane in Ankarančane, ampak vse, ki imajo radi morje, Istro, okolje. Seveda bova govorila o tem, kako Luka Koper skrbi za svoj razvoj in kako pri tem ohranja ta odnos do okolja. Na koncu pa, ali in kako je pomembno to podjetje za kraj, državo, Evropo. Luka Koper je zelo kompleksno podjetje, moram povedati na začetku, zelo vpeto v mednarodno dogajanje, odvisno od tega, kar se dogaja v svetu, in res neke vrste okno v svet, skozi katerega ne samo, da vidimo ta svet, ampak ga tudi konkretno občutimo. Zato se ne moramo izogniti prvemu vprašanju, ki je povezan s tem svetom. Kriza v Rdečem morju, Adenskem zalivu, pred Jemensko obalo, traja že več kot 3 mesece in ta kriza ima kar velik vpliv tudi na Luko Koper, pa na druga jadranska pristanišča. Kaj se dogaja s tem? Drži, no, najprej lep pozdrav tudi z moje strani. Vsem hvala za to možnost, da spregovorimo mogoče o nekih temah, ki so aktualne, hkrati pa mogoče nimajo vedno prvega fokusa, ne, te trajnostne in okoljske, pa tudi vezane z geopolitičnimi dogodki. Kriza se vsekakor pozna v naši panogi še verjetno največ. Cel severni Jadran že beleži, ampak predvsem zamude pri pretovoru, moram reči. To pomeni, da ladje, ki so bile načrtovane za to geografsko območje, prihajajo z približno 2 do 3 tedensko zamudo v pristanišče. Zdaj samih odpovedi konkretno nimamo še, ampak je stanje vseeno skrb zbujajoče, ker ne vemo, kam bo prišlo, ne. Največje tveganje, ki prihaja iz tega, je, da lahko ladjarji vzpostavijo popolnoma alternativne poti, to pomeni preko severne Evrope spet, in dolgoročno pa srednjeročno prekinjajo to pot do severnega Jadrana. To bi prineslo tudi do, bom rekel, katastrofalnih posledic. To pomeni katastrofalnih posledic, to pomeni, da bi lahko se zmanjšala količina tovora, ki pride? Bom rekel, oba vidika. Eno količina tovora, drugo pa tudi okoljski, ne. Veste, da je 14 dni več plovbe pomeni znaten prispevek k onesnaževanju okolja, večji, ne. Torej tisto prednost, ki smo jo v zadnjih, bom rekel, 5, 6, 10 letih pridobili pristanišča v regiji, bi se hitro zgubili, če bi postala plovba preko prekopa Sueškega tvegana. Imate kakršenkoli namig, koliko časa bi to lahko še trajalo? Pričakovanja? Nadzorniki so se pogovarjali pred nekaj dnevi o tem. Karkoli bi vam rekel, bi bila čista špekulacija. Stanje ni rožnato, je pa vseeno po neki strani stabilno. Drastičnih padcev še vedno ni, nekako tovor prihaja, opaža se, količine so manjše, tako ladij, tako kot tudi blaga na ladjah. Realno bo diplomacija mogla to rešiti, ne. Te poti pa vemo, da niso kratkotrajne, ne. Mi optimistični smo, ampak moramo pa biti tudi
pragmatični po drugi strani, tako da če bo letos zadeva rešena, bo vsekakor to dobro, no. No, še vedno pa prihajajo kar velike, celo rekordne velike ladje preko oceanke, kontejnerske, zdaj sta bili 2, če se ne motim, v februarju, 366 metrov dolgi. To je tudi neke vrste izziv, kako to sprejeti, ker ne vem, če so kapacitete take, da lahko, da omogoča tako varno sprejetje teh velikih velikank, koliko kontejnerov prinese ena taka barka? Taka barka lahko v Koper pripelje tudi 14-15 tisoč TEU-jev, s tem imamo izkušnje, drži, zelo, bom rekel, delikaten je ta ekosistem koprskega pristanišča, ampak po drugi strani moramo pa reči, da so vse kavtele, ki jih v širši skupnosti sprejemamo, da take ladje pridejo, zelo, zelo rigorozne, striktne. Torej uprava za pomorstvo na eni strani, na drugi mi, na drugi strani, na tretji strani pa tudi, bom rekel, fakultete, ki nam pomagajo z študijami uplovnosti. Natančno preračunamo, kaj lahko pride, da je vzdržno tako z vidika plovne varnosti, kot tudi z vidika pretovorne kapacitete. Tako da zaenkrat moram reči, da so vse ladje, ki prihajajo, zelo varno sprejete z čisto vseh vidikov, pa tudi, bom rekel, kapacitete naše so pripravljene na te, pa tudi še večje, sploh v pričakovanju drugega tira. Kaj je večji problem, globina, dolžina pomola ali višina mosta te ladje, ki lahko zadene ob dvigalo? Vedno je kombinacija vsega. Ni pravila, približno 2000 ladij na leto sprejmemo, kombinacija vsega tega, kar ste našteli nekako. Se Luka zaradi teh razmer v svetu kako drugače odloča za svoj razvoj? Vpliva to na to, kako načrtujete razvoj? Kaj se bo dogajalo v pristanišču v naslednjih letih zaradi vsega tega, kar se tudi v svetu dogaja? Zdaj mi še vedno računamo na to, da bodo severna jadranska pristanišča tista, ki bodo dala dolgoročno alternativo severu Evrope, predvsem iz vidika okoljskih ciljev, ki jih imajo vsi, torej krajša plovna pot, to je ključna konkurenčna prednost, ki jo imamo vsi. Pri dolgoročnem načrtovanju treba vedeti, da so pristanišča nasploh kapitalsko zelo intenzivne panoge. Govorimo o več 100 milijonov evrskih investicijah, naložbah, ki jih ni možno spreminjati v trenutku, ko so že začete. Izkušnje imamo z takimi disruptivnimi dogodki, naprimer COVID je bil eden od teh, ko se prav tako pojavlja bojazen, da bomo prekinili vezi z Daljnim vzhodom in se popolnoma samozadostno nekako v Evropi oskrbeli. Zgodilo se je obratno, da se je promet iz Daljnega vzhoda še povečal, tako da mi na dolgi rok ne računamo na bistvene spremembe. Je izmed teh valov, ki v dejavnosti prihajajo, zdaj smo trenutno v fazi pač tistega mogoče delno negativnega trenda, ampak na dolgi rok ne računamo. No, predvidevate pa 785 milijonov v 5 letih investicij, to je kar velik zalogaj. Kaj to pomeni? Kaj boste vse to naredili na hitro, recimo v 2 besedah ali pa par stavkih? Kaj se pričakuje za ta denar in kakšne bojo posledice, ki jih morate imeti sprejeti, zato da bo varno in okolju prijazno? Torej prednost Luke Koper, pa lahko rečem tudi v primerjavi z tako imenovanimi boljšimi evropskimi pristanišči, Rotterdam, Hamburg in tako naprej, je ta, da imamo v sam osnovni poslovni model vgrajeno predpostavko okoljskosti ali pa trajnosti, tako da vsaka naložba, ki se dela, gre skrbno skozi vse faze pregleda trajnostnih vidikov. Glavne, konkretno, da bo bolj razumljivo, širimo prvi pomol v severnem delu. Ta naložba bo temeljila na popolni prehod na opremo, sploh vertikalno, ki bo na električni pogon. Tudi vlačilci, ki se bodo tam vozili, bodo že v neki meri baterijski.
Mi trenutno ravno ta mesec testiramo že prvi baterijski vlačilec, tudi v regiji, in rezultati so zelo dobri, tako da računamo, da tudi ta del bo urejen. Druga naložba, skladišče 54, popolnoma avtomatizirano skladišče, ki bo imelo na strehi 3-megavatno elektrarno, bo samozadostno, v njem ne bodo več delali klasični viličarji različnih zmogljivosti, ampak bo elektrificirano z močnimi dvigali in digitalizirano seveda. Tretji segment pomemben, avtomobili, garažna hiša se bo zgradila na novo, torej 10.000 novih parkirnih mest, ampak v višino, ne več v širino, izkoriščamo tudi horizontalo v zraku. Torej. Vertikalo se Tako, vertikalo. Ja. No, ampak dobro, vse te naložbe so seveda hvale vredne, ljudi pa vedno najbolj to skrbi. Če boste povečevali kapacitete, bo na en način lahko breme za okolje večje. Kako to usklajujete? Kaj lahko o tem še rečete? Zdaj, glavni vpliv, ki ga bo imel bodoči povišan pretovor, bi se moral zmanjšati, to tudi vključno v vseh naših načrtih, z izgradnjo drugega tira. Torej prihodnost Slovenije kot logistične države in neke ključne točke v severovzhodni Evropi je v tem, da večino tovora seli na železnico, ki kot vemo je okolju najbolj prijazen transportni način. Vsi naši načrti po milijonih pretovora temeljijo na tem, da so vplivi ostajajo isti, torej specifične vrednosti na posameznih polutantih ali pa povzročiteljih okoljskih vplivov ostajajo isti današnjim po naših strateških dokumentih. Aha. No, ampak ravno pri tem delitvi tovora z železnico, če so se že dotaknili tega, včasih, ne tako dolgo nazaj, mogoče 10 let nazaj, je bil odstotek prevoza po železnici bistveno višji, kot je zdaj. Zelo se je znižal. Imate mogoče podatek? Da, imamo podatek, smo preračunali malo prej, torej leta 2014 je 65% vsega tovora, ki je... Skoraj 2/3, ne? 2/3, tako. Šlo preko železnice, danes pa samo še 52%. Kaj to pomeni, da se v bistvu tovor seli na ceste? Seli se na ceste, ampak je treba vedeti, zakaj. Država je šla v intenzivno prenovo celotnega železniškega omrežja, torej ne samo gradnja drugega tira, ampak tudi ostale prometne infrastrukture, in smo ravno v nekem vmesnem obdobju do leta 2027, ko bo večina tras posodobljenih, prenovljenih, rekonstruiranih. Se pravi, da leta 2026 ne samo zaradi drugega tira, tudi zaradi vseh teh del pričakujete nekako večjo pretočnost. Ta pretočnost je, to lahko poveva, zelo ključen element storitve, ki jo ponujate, a ne? Da, tako, v bistvu je ključna, čim manjše zadrževanje kontejnerjev v pristanišču je cilj vsakega lastnika tovora. Mene je presenečalo to, mimogrede na hitro, da so pri pripravah na drugi tir okoljevarstveniki premalo poudarjali pomen varstva okolja s tem, ko uredimo železnice. Celo primerjali so drugi tir z TEŠom 6, kar je v bistvu totalno povsem nasprotna investicija. Kako to gledate? Kaj menite o tem? Mi tudi mogoče je to povezano bolj z zrelostjo neke družbe. Veste, vedno se radi polarizirajo ljudje v naši državi. Mi ne uhajamo v te delitve, lahko pa povemo z vidika dejavnosti, pa tudi v primerjavi z globalnimi trendi, da vsekakor železnica je tista, ki ima najmanj vplivov na okolje in ponuja hitro, zanesljivo, varno in okolju prijazno rešitev. Vsem bi moglo biti v interesu, da selimo tovor v čim večji meri na železnico, prav tako velja isto seveda za potniški promet, kjer tudi zaostajamo zaenkrat. No, mnogi, ki obiščejo pristanišče in to možnost imajo ob vaših dnevih, pristaniških dnevih, so presenečeni nad urejenostjo pristanišča.
tisti, ki pa so srečali še pristanišča drugod po svetu, so še bolj presenečeni, da je še kar čisto, urejeno in ste med redkimi evropskimi pristanišči, ki je pridobilo okoljski certifikat EMAS. Kaj pomeni ta certifikat? Zakaj ste ga dobili? In koliko pristanišč ga ima? Zelo malo, ni jih dosti poleg nas. So tako zahtevni ti pogoji? Izredno zahteven je certifikat EMAS in je tudi edini certifikat, ki ga izdajajo ministrstva, torej ne samo certifikacijske hiše, ampak popolnoma neodvisen organ in zato ga je zelo težko dobiti. Ampak poleg EMAS imamo še vrsto drugih certifikacij, sploh v nekem sistematičnem ravnanju z okoljem, imamo energetski certifikat, imamo okoljski certifikat, smo tudi SEVEZO obrat posebnega tveganja, pa tudi vsako leto prestajamo zelo stroge preglede in mislim, da lahko tudi nas ven pokažemo, ne, ko hodimo po svetu, na vedno, oziroma pravi drugi, bom rekel v angleščini, se oproščam, vsi rečejo, smo zeleni, ampak show me the evidence, ne, to je prvo pravilo. Evidence pa so certifikati, ki so mednarodno priznani in nek medij, neko komunikacijsko sredstvo, ki ga vsi razumejo in mu zaupamo. No, ampak recimo, kaj ste morali izpolnjevati za to, da ste to dobili, vsaj ste da to na kratko povedati? V bistvu gre za en kompleksen sistem obvladovanja vseh vidikov okolja. Energetika, prah, voda, toplota, svetloba, trdni delci, prašni delci, hrup, tako. No, kateri so ti vplivi, ki najbolj skrbijo in prebivalce, pa tudi širše, recimo, širši vplivi lahko so na zrak, na morje in tako naprej? Zdaj, mi se lahko pač pohvalimo s tem, da na srečo imamo popolnoma vse parametre bistveno pod zakonskimi mejami in smo kot dejavnost izredno čisti in urejeni, ampak seveda, kar je pogojeno z vlaganji, ki jih v to dajemo. Ne govorimo o milijonskih sredstvih letno za to, da bi obvladovali vse vplive na okolje. Hrup je najbrž tisti, ki v zadnjih letih je najbolj izpostavljen, enako nam tudi ostala mestna pristanišča po svetu povejo, zato ker je tisti, ki je najbolj povezan z našim življenjem. Mi nimamo preseganj vrednosti, ampak vseeno je pač nek element, ki je prisoten v okolju, kot je turizem, kot je cesta, kot je železnica, tudi pristanišče povzroča nekaj hrupa, ki pa je zelo, zelo kompleksen za odpraviti, bom rekel, ne. Tudi praktično nemogoče, zato se držimo znotraj vrednosti, ampak tudi to zahteva ogromno, bom rekel, tudi znanstveno raziskovalnega. Kaj pa prah? S prahom nimamo težav, smo bistveno pod vsemi vrednostmi. No, nedavno je direktor uprave za pomorstvo v enem drugem pogovoru dejal presenetljivo, da je Luka Koper bolje opremljena in pripravljena z opremo in z ljudmi, s kadrom v primeru nekih nesreč, recimo izlitja nafte ali pa drugih nevarnih snovi. Kako je to možno? Koliko imate teh ljudi, koliko namenjate kadrov in denarja za preprečevanje takih nesreč? To bi razdelil na dva dela, ne. Primarni del pri nas kot pomembnem industrijskem objektu je preventiva. Mi imamo približno 50 ljudi, ki so pripravljeni za intervencijsko ukrepanje. Vsi ti ljudje pa delujejo tudi v preventivnem smislu. To so službe varovanja morja in gasilci. Ko govorimo o izrednih razmerah, govorimo vedno o sistemu ukrepanja, tako da lahko rečem približno 50 ljudi. Oprema se redno obnavlja, dokupuje, gledamo dosti na nove standarde, gledamo dosti tudi na inovacije, naprimer imamo radarski sistem zaznavanja ogljikovodikov na morski gladini, to je ključno za preventivo, torej lahko že skozi pač neko
obdelavo spektra morske gladine, ugotovimo, če slučajno je kje ušel kakšno gorivo, kakšno olje, karkoli, in takoj ukrepamo preventivno. Če pride do takih primerov, tudi če niso čisto ozko vezani na vaše delo, če se zgodi nekje zunaj, tudi verjetno posredujete pa pomagate državnim inštitucijam, ki za to skrbijo. Ste sestavni del te civilne zaščite, ne? Smo sestavni del civilne zaščite, posebej pa imamo tudi sporazum z upravo za pomorstvo in po potrebi tudi ukrepamo. Mene zanima, ko so delali terminale za premog pred 40 leti približno, je bilo veliko bojazni in tudi ljudje, kakšen vpliv bo imel premog na okolico. Tudi ljudje se včasih pritožujejo na tem, da so tisti vsaj sosedi, da imajo nekaj prahu. Koliko časa in kakšni so ti trendi s pretovorom premoga? Se bo kdaj ta količina zmanjševala, se že zdaj zmanjšuje, da boste odpravili popolnoma ali bo vedno ostal tudi premog? Ko govorimo o tovrstnih oblikah tovora, se moramo vedno spomniti na to, da smo vsi pri našem vsakdanjem življenju, ne glede na ozaveščenost, odvisni od tega. Ne moremo se slepiti, da nismo. Odpraviti v celoti nek tovor, ki je tudi nacionalnega pomena, torej del nacionalne energetske oskrbe, naše pa tuje države, je mogoče preuranjeno, da bi to na kratki rok naredili. Vemo pa, spremljamo trende, tudi jih že zasledujemo v naši družbi, da termalni premog predvsem pada z leti, tako da bo ta terminal deležen sigurno prestrukturiranja, tudi z okolju bolj sprejemljivimi oblikami tovora, kar pa bomo realizirali nekje od leta 2028 naprej. Zaenkrat smo še v fazi spremljanja, pripravljamo različne projektne naloge, idejne študije, glede tega, kaj umestiti na površine, ki se bodo sprostile. Kaj pa svetlobno onesnaženje, kako se borite proti svetlobnemu onesnaženju? Recimo močni reflektorji, ker delate 24 ur po noči in imate osvetlitev pristanišča, to moti verjetno sosede. Zdaj, mi smo že pred nekaj leti v celoti praktično zamenjali vsa svetila z okolju prijaznimi svetili, ki so tudi obrnjena navzdol. To različne državne službe tudi preverjajo. V zadnjih letih moram reči, da nimamo večjih težav glede tega, tudi pritožbne do leta 2028, torej v okviru obstoječe strategije, pa bomo tudi notranje razsvetljavo, tudi tista, ki se ne vidi, zamenjali z zvačnimi LED svetilkami, to so predvsem v skladiščih, v zaprtih skladiščih. No, in hrup pa je tisti, ki ga v bistvu povzroča pomanjkanje oziroma dejstvo, da morajo imeti ladje prižgane motore, kot tudi ko so v pristanišču, če bi bile priključene na električni kabel ali pa na elektriko, bi verjetno bilo veliko manj in hrupa in emisij v okolje. Kako je pa s tem, z elektrifikacijo pomorov in privezov? Mi smo ravno v januarju zbrali izvajalce skupaj z družbo Eles, ki Ta mesec? Januar. Ta mesec, tako januar, februar, se je zaključilo javno naročilo. Smo zbrali izvajalce za pripravo projektne dokumentacije, pa tudi okoljskih študij za umestitev v prostor razdelilno transformatorsko transformatorske postaje od Dekani do koprskega pristanišča. Gre za 110 tisoč kilovoltno omrežje, ki bo zagotovilo po eni strani nadaljnjo rast pristanišča in tudi energijo, ki bo potrebna za napajati ladje, kar nekako načrtujemo po trenutno veljavnih predpisih realizirati do 31.12.2029, to je nekaj skrajni rok. Gre pa za kompleksen projekt, ker zahteva pripravo DPN-ja. Med 4 in 5 leti od danes bomo rabili za sprejem DPN-ja na zunanji strani, tako državnega prostorskega načrta. No, ampak vi boste, koliko bo Luka za to prispevala in koliko bo tudi država, ki je prispevala, verjetno kabel je treba, daljnovod je treba prepeljati do Luke, verjetno zunaj? Zdaj, daljnovod
delno projekt sofinanciramo v projektnem smislu mi z Elesom, kar se tiče same infrastrukture, pa to naloga Elesa, tudi oni imajo to v njihovih strategijah in načrtih, tako da to bo financirano. Odpira pa se predvsem vprašanjih pri notranjih razvodih, ne, tisto, kar bomo mi vzporedno delali. V teh 5 letih, ko bomo umeščali v prostor RTP, razdelilno transformatorsko postajo, bomo hkrati pripravili notranji razvod, kjer pa govorimo o res enormnih sredstvih za infrastrukturo, ki ni povezana z našo dejavnostjo v celoti, ne. V tujini vemo, da ni niti enega primera lastnega financiranja takega omrežja, ne. Povsod je to sofinancirano, bodisi strani ministrstev, občin tudi, v primeru Hamburga, lokalnih skupnosti, evropskih sredstev, tako da tukaj bomo stopili z državo vsekakor, ki nam bo pomagala zagotoviti neka sredstva izven rednega poslovanja. Kaj pa evropska sredstva? Tudi bodo na voljo, nekaj je, tako da računamo na to. Red velikosti teh vlaganj? Precej velik, no. Nočete, Precej velik. ne smete? Ali, Ne smemo v celoti ne reči. smete, ali nimate še čisto? Ne morete. Dobro, ampak za vse te vplive v okolje, ki verjetno najbolj prizadenejo najbližje sosede, imate tudi neke omilitvene ukrepe, z občinama se pogovarjate in verjetno namenjate ljudem, na kakšen način pomagate ljudem, da se branijo teh negativnih vplivov? Zdaj, načini so tisti, najprej so tisti procesni, torej mi že na izvoru zmanjšamo vse vplive iz dejavnosti, da pridemo do tistih zakonskih mej oziroma bistveno pod njimi. Ni pa to vse. Z občino Koper smo ravno pred kratkim za naslednjih 5 let podaljšali sporazum o omilitvenih ukrepih, s katerim sofinanciramo obnovo fasad, postavitev oken, obnove streh v mestnem jedru oziroma na vplivnem območju, ki smo ga skupaj z občino določili. Poleg tega tudi koncesijske dajatve se stekajo na podračune občin. Gre za 5 milijonov evrov letno približno za obe občini, ki so namenjene prav tako izboljšanju oziroma izničevanju ukrepov iz dejavnosti pristanišča. To pa gre direktno v občinski proračun. No, koliko je to približno, ne morete povedati, koliko občin ljudem pomagate na leto? Mislim, da je nekaj čez 300 000? 320 000 po novem sporazumu. 320 za 5 let, tako. Samo s tem sporazumom. Mnoge preseneča še to, zame je zanimivo, da je koprsko kopališče, ki je centralno kopališče, da je v bistvu par 100 metrov samo stran od tako velikega logističnega, skoraj za naše razmere mastodonta, sicer ni tako velika luka. Mnogi bi lahko rekli, da je to sploh še tam sprejemljivo kopanje, ali ni. Delate kakšen monitoring tega, kakšni so vplivi na to morje, kakšno je to morje, da se ljudje tam kopajo brezskrbno? Ja, lahko si še naprej brezskrbno, vsaj kar zadeva koprsko pristanišče, lahko rečemo, da so naše vode, torej v naših bazenih kakovosti kopalne vode. Mi to vsakoletno certificiramo z akreditiranimi. Tudi v vaših bazenih, se pravi, ne samo neki stran na glavnem mestnem kopališču. Tudi v naših bazenih drži, mi to certificiramo. Kakovost naših meritev je tudi vidna, imamo odprto spletno stran živetispristaniščem.si, kjer so vse meritve transparentno v živo prikazane, ne skrivamo nič. Mislimo, da je to en bistven način komunikacije, je odprtost in transparentnost. Morate vedeti, da mi smo z doktorjem Lipejem, je pač neka legenda v naši morski biologiji. Pred 3 leti smo avtoriteta, tako na nacionalni ravni, pa tudi mednarodni. Mi smo eno izredno lepo študijo naredili podvodnega živeža na območju našega pristanišča in takrat so popisali več kot 190 vrst iz flore in več kot 300 primerov faune, torej človeške biti. Gre za zelo delikaten in tudi pester ekosistem
v tem našem pristanišču. Se znalo, da so luški delavci včasih, ko je še to bilo možno, ne vem, če še, lovili ribe, ne, mislim, na vaših pomolih. Ali se to še dogaja, ali za to ne veste? Da, mislim, zdaj pač morate vedeti, z leti se tudi varnostni ukrepi spreminjajo. To je omejeno v zadnjih letih, ni več možno. Pod določenimi zelo strogimi režimi se še lovi, kot veste, na obali potniškega terminala. Ribe so zdrave. In jih lovijo, ne? Jih lovijo, ja. No, to tudi nekaj pove o samem okolju, v katerem delate, ne? Vi ste tudi za to digitalni prehod nekako zadolženi in me zanima, kaj imate v načrtih, ko govorite o tem digitalnem prehodu? Kaj s tem želite doseči in kaj dosegate s tem? V katere smeri razvoja gre ta prehod? Zdaj v bistvu bolj digitalni prehod, ne neposredno jaz imam bolj podnebni prehod, ampak načeloma smo mi uprava in delujemo enako, si nekako razdelimo področja, ampak je zelo kompleksno vprašanje, zato ker ni prave definicije, kaj to digitalni prehod sploh je, ne. In zato ga tudi mi združimo med glavne strateške cilje naše družbe, ki so digitalni in podnebni prehod, ne. V osnovi pa gre za to, da želimo v neki prihodnosti z čim manj resursi, to pomeni okoljskimi, človeškimi, finančnimi, narediti enak rezultat. Torej, razbremeniti ljudi, razbremeniti okolje za priti do nekega enakovrednega rezultata. Ja, deloma recimo je tudi ta digitalizacija pomembna pri najavi tovornjakov za vhod v pristanišče, zato da zmanjšujete gnečo, ki občasno nastaja pred pristaniščem. Kljub temu, da imate zdaj, v zadnjih letih ste naredili še 2 dodatni, se pa imate 3 vhode v pristanišče, prej ste imeli samo enega, se občasno še zmeraj dogajajo ti. Kljub temu, da imajo možnost najave prihodov in da veliko od teh papirjev uredijo, ki jih ni malo verjetno, uredijo preko pač spleta oziroma elektronskih stikov. Zdaj, sistem deluje, veste, nič ni perfektnega, ko govorimo o digitalizaciji. Jaz sem prišel iz Hamburga, nekaj tednov nazaj sem bil, ne, velja za eno najbolj naprednih pristanišč, ampak sem ravno naletel na padec sistema VBS, ne, to je najava, Vehicle Booking System, in pač sem naletel na 7-kilometrsko kolono. Na žalost se osredotočimo na tisti trenutne. V celoti pa lahko povem, da sistem deluje in to dobro, kljub občasnim nevšečnostim. Ko sem jaz prišel v Luko leta 2018, smo imeli približno 900 kamionov na dan in smo slavili rekord 1000. Danes je 2000 kamionov na dan normalno. To je neko povprečno število, ki ga imamo med tednom. In le deluje sistem, tudi pretočnost deluje, pride pa na žalost do nevšečnosti, izpadov, ampak so minimalna v kontekstu enega celega leta ali pa celega meseca. Se bo to število kamionov tovornjakov znižalo ali bo ostalo pri tem in bo mogoče dostop šel hitreje, bo teklo hitreje? Zdaj, težko govorimo o napovedih znižanja na dolgi rok, ne? Ker če razmerje se bo vsekakor znižalo, torej manj kamionov v primerjavi z železnico, ko bo zgrajen drugi tir. Zdaj, koliko pa to pomeni v samem absolutnem številu, pa je težko napovedati. Vsaj morali bi ostati na največ tem, ne, verjetno, ali pa se trudite bi ostali pri temu, zato da, in tisto, kar ste že prej rekla, da gre pač več tovora na železnico, ne, to si boste verjetno uspeli. Lahko moramo iti proti koncu, a ne? Za konec, ne, bi lahko odgovorili, kako pomembna je Luka za razvoj in slovenskega Primorja, pa tudi države, bi se lahko odpovedali pristanišču, po vašem? Jaz in mi nasploh mislimo, da ne. Če boste šli gledati statistiko, na primer 20 najbolj razvitih mest globalno na svetu, med 20 mislim, da jih je 15 ali 16 pristaniških mest. 90% vsega tovora, vsega blaga, ki ga imamo okoli nas, tudi Tešalca, gre preko morja, preko pristanišča. To je neka centralna vstopna
točka, ki je začetek življenja praktično vsega blaga in storitev, ki grejo tu navzven. To je ena ključna prednost, ki jo Slovenija ima in je dobro, da jo goji. Mi samo lokalno imamo preračunane eksternalije približno na 7-kratnik naših prihodkov, torej če mi uspemo ustvariti 300 milijonov, celoten sistem, ki je vezan s pristaniščem, jih več kot 2 milijardi. Moramo pa tudi vedeti, da je dejavnost, ki je dokaj, glede na razpravo danes, okoljsko vzdržna, z pravim vlaganjem, z razumevanjem njenega življenja, z podporo razvojnih programov, tudi s tem, da pazimo na vidike trajnosti, pa tudi človeški vidik, nismo še rekli. Ne? Ključno pri pristaniščih je tudi, kakšno strukturo zaposlenih ima, koliko so motivirani, koliko so pripadni. In jaz mislim, da ena večjih prednosti te naše luke, pa tudi, bom rekel, države, kot pomorske države, je v tem, da smo uspeli narediti neko zdravo skupnost, tako zaposlenih kot prebivalcev in regije, ki mislimo, da res vsi podpirajo to pristanišče. No, v zadnjih 10-12 letih ste skoraj podvojili število zaposlenih, ampak zdaj jih imate že 1900 in nekaj, če se ne motim, redno zaposleni, pa poleg tega vplivate še na večkratnik, koliko je še delovnih mest, ki je povezanih z Luko Koper. Imate to oceno? Poglejte, nas je 1750 redno zaposlenih, približno 450 napotenih delavcev, potem imamo še nekaj storitvenih dejavnosti. Mi bi lahko rekli, če damo še prevoznike, špediterje in ostale, samo lokalne, gremo čez 4000, ampak govorimo o lokalnem sistemu. Ne? Pa potem so še logisti, so železnice, so tornjakarji, to je kar velik vpliv. Da, vi računate, da pretežni del SŽ Slovenskih železnic tovornega prometa gravitira ravno na pretovori iz Kopra, čez 80%, 90%. To je tudi podjetje, ki živi vzporedno z nami, delimo isto usodo, govorimo res o veliki številki delovnih mest. In to so delovna mesta z dokaj visoko dodano vrednostjo, če primerjamo z drugimi panogami, kot so recimo turizem ali pa trgovina. No, ampak še nekaj, koliko pa dajete za okolje? Se da oceniti, recimo, zato da podjetje posluje tako urejeno, kot sva se danes pogovarjala, kakšen delež celotnih prihodkov, recimo, namenjate? Imate to oceno? Zdaj, odvisno je od leta, lahko bi rekli nekaj 10 milijonov evrov na leto v neko povprečje, nekaj 10 milijonov evrov na leto. Torej, odnos do okolja, na kratko? Odnos do okolja mislim, da je pošten, trdimo, da smo zelo verodostojen partner v tej skupnosti. Mi si res želimo graditi našo prihodnost v nekem sožitju z okoljem, nikakor ne z neko konfrontacijo, ampak na način, da skupaj najdemo programe, s katerimi bomo rasli. Večina ljudi, ki v Kopru živi, hodi v šole, se bo, ali pa lep del, bom rekel, se bo zaposlil v Luki Koper. Poznate še kakšen luko v svetu, da sadi oljke v pristanišču? Vi sadite oljke, imate svoj oljčnik, če se ne motim. Ja, ne samo na enem mestu, ampak verjetno na več mestih. Drži, imamo več kot 300 oljk, pač tudi letno oberemo to, naredimo olje, ki ga razdelimo poslovnim partnerjem. Ni jih veliko, zato ker se zelene površine zelo rade žrtvujejo za pač pretovorne površine. No, pa druga pristanišča v svetu imajo tudi take oljčnike? Poznate kakšne? Ne poznam. No, najlepša hvala za najin zanimiv pogovor. Midva sva ugotovila veliko, po moje, upam, da tudi kakšno zanimivo zadevo. Ugotovila sva, da je Luka Koper uspešno, da se zelo bori za to, da ohranja tudi prostor, v katerem je. Presenetljivo živi veliko rib v tem luškem bazenu, celo lovijo jih, imajo oljke. Skratka, ni samo tisti prah, ki moti ljudi, ni samo svetloba, tudi hrup, za katerega si upa in si prizadeva, da si boste pač to količino zmanjšali. Najlepša hvala še enkrat Vojku Rotarju in uspešno delo vam želim. Hvala tudi, hvala vsem gledalcem, poslušalcem. Hvala.